Papeški pridigar Cantalamessa je v drugem adventnem govoru lani dejal, da je bistvo krščanstva vera v Jezusa Kristusa in da je apostol Pavel, to dejstvo opisal na vrsto načinov. Samo v Pavlovih pismi najdemo 85 citatov, da Pavel pravi, sem v Jezusu Kristusu, sem s Kristusom, on je v meni. In pravi Cantalamessa, da poročati o tem odnosu, kako je Pavel živel, ko pravi, da več živi za to, da bi spoznal Kristusa, da bi odkril moč njegovega stajenja in da bi bil deležen njegovega trpljenja. Se pravi, to je kompleksen odnos osebe do Kristusa. In to je bistvo krščanske vere. Se pravi, to, kar pravi pismo Hebrejcem, če to prenesemo v to razsežnost, jaz in Kristus, potem je moje poročanje mora biti bistveno drugačno kot naštevanje dejstev. Ali pa kaptacijo benevolencije, da bi moje članke brali. Se pravi, da je tukaj notri ena bistvenih razsežnosti in da je prav, da mi s tem tega zavedamo in da to v življenju tudi upoštevamo. Se pravi, naše delo ni kakršnokoli poročanje. Je poročanje o tej dinamiki, ki izhaja iz trdnosti vere v Kristusa in vse, kar se dogaja v tej dinamiki med osebo in Kristusom in v cerkvi med Božjim ljudstvom in Kristusom in pa Božjim ljudstvom med seboj. In to je tisto, kar da našemu poročanju posebno razsežnost in pa posebno karakteristiko. In že odgovarja na najbolj pereče zahteve sedanjega časa. Tukaj se moramo dotakniti tudi elektronskih medijev, ki zmeraj bolj stopajo v oznanjevanje. In tukaj zdaj jaz vam veliko ne vem povedati, ker mi bomo vzeli te zadeve v petek. Sedaj te dni potekajo pogovori med Googlom in pa Svetim Sedežem, kako ne bi sam Sveti Oče odprl svojo stran na Googlu in tudi svoj Facebook. In to zdaj, to bomo veli v petek, tako da več o tem ne moram povedati. Je že pripravljalo v javnost, da so ta pogajanja daleč in da v Vatikanu tudi razmišljajo, kako vse medije, od tiskarne vatikanske, Pastora Romano, Radio Vatikan, vatikanske televizije in sedaj prisotnosti na elektronskih medijih, kako te stvari potem zamisliti in pa združiti v eno novo ustanovo, neko se kongregacijo ali pa vse papeški svet. To je zdaj ena stvar, ki je v teh dneh v teku in več kot to vam jaz ne znam povedati. Radio Vatikan ima dve razsežnosti. Je to vesoljno in potem pa poroča v države in pa v mednarode, ki razumejo jezike, v katerih poroča. O tej splošni razsežnosti ste nekaj povedali. Tu je treba reči to, da si na radiju prizadevamo, koliko se le da, da vse razne izzive in vse oblike nasprotovanja in vse tudi upravičene zahteve, da to premislimo in na to odgovorimo. Tako kot je delala prva cerkev, ko je napadla sinagoga. Vemo iz apostolskih del, da so prijeli Petra in Janeza in Andreja in apostole, peljali pred veliki zbor
In ti so potem bili tepeni, so jih zabičali, ampak oni so šli veseli od tam. Kaj to veselje pomeni? Pomeni dve stvari. Da so se čutili počaščene v tem smislu, da so ugotovili, da njihovo oznanjevanje ni prazno, da ima moč. In to apostolsko delo povedo, da so bili veseli, ker je Bog njihovo delovanje potreboval s čudeži. Se pravi, kriterij za novinarja katoliškega je veselje ob tem, da je nauk sprejet. Danes mi imamo veliko sinagog, mislim judovska, ki so proti cerkvi. Kako je bilo že povedano, imamo ekonomske lobije, imamo politične lobije, imamo medijske lobije, imamo državne lobije, kaj hočete, potem prostozidarske lobije. In vsi ti bi radi nas poučevali, kako naj oznanjamo in kako naj govorimo in to. No, a tukaj notri je sedaj vsak narod poklican, da odreagira, da deluje kot krščanski mediji. In če zdaj pogledamo mi slovenski prostor, jaz tam imam to prednost, da lahko razmišljam o slovenskem prostoru bolj mirno. Nimam vsak dan na ušesih kritik, udarcev, podtikanj in vsega tega, kar vi tukaj dan za dan doživljate. In ko sem malo to razmišljal za to predavanje in pripravljal, sem prišel nekako do dveh spoznanj. Eno se mi je porodilo, ko sem bral članek, oziroma intervju z angleškim cerkvenim zgodovinarjem. To je Alan Philmister, je napisal knjigo o Robertu Schumanu in o tem, kako se je porodila ideja o Evropski skupnosti. In on pravi tole, da se je ideja o Evropski skupnosti porodila v socialnem nauku papeža Leona XIII., ki je vladal od 1878 do 903 in je napisal 9 socialnih okrožnic. Redovno armiji samo ena od teh. No, in on je potem, ko je vsega izgubila svojo državo z svojim predhodnikom Blažnim Pijem IX. 1871, je cerkev upala, da se bo proticerkvena drža, ki je bila takrat prisotna, in liberalizem in proste postranske ideje, da se bo to malo ublažilo. Ampak je videl, da se ni. To je videl v Evropi in pa po svetu. Recimo, po svetu imate veliki proces v Južni Ameriki osvobajanja od 1810 do 1838. Se osvobodi 35 držav. Anglija začne vzpostavljati veliki kolonialni sistem z kompanijo vzhodne Indije. Oni so že 1750 imajo še veliko bazo v Bombeju. In širijo angleško kraljestvo in ga osvojijo v 50 letih v Indiji.